Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo skreirali nekaj prav zares čarobnih, delujočih aromaterapevtskih mešanic za lajšanje ženskih težav. Tako za PMS, kot tudi valung, ki se ponavadi pojavljajo v obdobju menopavze, in pa enostavno mešanica za več tistega občutka ženstvenosti, miline, ker včasih to res rabimo, ženske živimo v moškem svetu in sploh, če imamo bolj tak pristop, pa je to nekaj, kar zares lahko nam pomaga, da damo to malo bolj ven iz sebe. Danes v svoji družbi pozdravljam iz Magnolije. Nina je tukaj osebno, smo zelo hvaležni, s sabo je seveda prinesla ogromno dišečih stvari in danes bomo torej naredili 3 mešanici. Jaz imam pa že en čarobni napoj dejansko kar na sebi, torej kombinacijo kristaloterapije in aromaterapije. Kaj bova pa noter vnesli, to boš pa dejansko povedala ti. Tako da se veselim. Izbrala si te 3 mešanice, bi jaz predlagala, da začneva za to ženstvenostjo v tem smislu. Ja, seveda, bliža se marec, v bistvu mesec žensk, tako da se mi zdi, da je to tudi odlična priložnost, da se še malo dodatno pocrkljamo in seveda opomnemo, da smo ženske in da si lahko pomagamo na zelo preprost, naraven način z aromaterapijo. Zdaj, a je aromaterapija neki mislili so, rekli so, ali dejansko ima moč, ki je dokazana, da vpliva na to naše počutje lahko? Seveda, aromaterapija na nas deluje na več načinov. Gre za izjemno koncentrirane substance, ki seveda jih pridobivamo iz rastlin. In že, ko si skuhamo čaj, vemo, da imajo te rastline določeno delovanje. Tukaj pa so v dosti bolj koncentrirani obliki. Seveda moramo vedeti, da eterična olja so samo en del rastline. Tako da delujejo tako na naše fizično, kot tudi na psihično in duhovno telo. Dejansko sem brala raziskave, kjer so ugotovili, kako na hormone vplivajo. In kako je pomembno, recimo, da ene dišave tudi ne dajemo otrokom, zaradi tega, ker jim lahko majčkeno zmede hormonski sistem. Mislim, zadeva je res, ima konkretno moč. Tako. Definitivno. Tako da kar nekaj teh eteričnih olj s hormonskim delovanjem bomo tudi danes vključili seveda za nas ženske. Predvsem pa gre tudi za povezavo s psihičnim delovanjem, se pravi uravnavanje živčnega sistema in vemo, da živčni, imunski, hormonski sistem so med seboj tesno povezani. In zato, ko vplivamo na enega, vplivamo na harmonijo v celem telesu. In to je cilj aromaterapije, vzpostaviti harmonijo v telesu. Odlično. Evo, lahko kar pričneva z delom. Najprej prva mešanica bo za občutek ženstvenosti, prav? V redu. Kaj boš uporabila? Ja, v prvi mešanici bom se podala na neko senzualno razkrivanje oziroma odkrivanje samega sebe. Zato vsekakor izberem jasmin, absolut jasmina. Torej, naj poudarim, da jasmin ni eterično olje, ampak absolut. To pomeni, da ga pridobivamo na drugačen način kot eterična olja. Uporaba pa je zelo podobna oziroma ista. Tako da jaz sem si preskrbela eno večjo stekleničko, drugače gre za zelo dragocen absolut, tako da je ponavadi pakiran v 2 mililitrski steklenički. Jasmin je že Kleopatra uporabljala za zapeljevanje, tudi za krepitev samozavesti. Tako da je eterično olje, ki deluje afrodizično, vpliva na rodila, tako da se uporablja tudi pri porodu. Uporabljamo ga pa nasplošno za dvig razpoloženja, za, bi rekla,
krepitev notranje ženske. Wow, ker na začetku, v prvi krat, ko sem dala v tole stekleničko, najprej sem dala ilang. Potem sem razmišljala, absolut, jasmin bi bil pa tudi dober. Pa sem gotovila, ne bi dala čisto sam vrtnico. In pa sem se spomnila na to in sem rekla, ne, ti boš povedala, katero kombinacijo in to bo dejansko, mislim, to je podporno, ne, pa še bolj deluje. Tako da se zelo veselim. Torej, absolut, jasmina. Kje bova najprej zmešali to zadevo? Kar v taki steklenički? Ja, kar v steklenički, se pravi, v to mešanico bom vključila tudi eterično olje ingverja. Zakaj sem zbrala ingver? Mogoče malo intuitivno, ampak ingver krepi telo, nam daje moč in ima tudi malce poživitvenega efekta oziroma pospešuje prekrvavitev, ima grelni efekt. Recimo v Indiji ga vmešajo v kremice za moške na poročno noč, da so bolj vzdržljivi. Tako da je to na nek način afrodizijak. Tako da torej, imamo ingver, pa potem imava še eno. Potem pa sem zbrala 2 citrusa. Aha, 2 citrusa. Tako, mandarino pa bergamotko. Bergamotko, okej. Se pravi, to sta 2 citrusa, ki bosta tudi dvignila malo to težo cvetov, jasmina, da malo poživita, da bo mešanica malo bolj lahkotno delovala. Ker to je ta zgornja nota, ki odpre naš vonj in nas nekako povabi, da jo raziskujemo naprej. Se veselim, kako bo tale kombinacija skupaj dejansko sedla. Kot smo torej že večkrat rekli, ja, seveda lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju tudi parfume, ampak veliko zdaj študij že obstaja, da so to hormonski motilci na ne tista prav način, kakor bi želeli, tako da dajmo posegati po dišečih stvarih, takšnih, ki so torej povsem naravna in eterična olja so tukaj zares izjemna. Torej, jasmin je že šel noter, lahko samo povoham. Wow. Ja, zelo močen vonj, tako da če bojo gledalci si sami pripravljali kakšne mešanice. Vse močen karakter tudi, ne? Tudi, definitivno. Zdaj sklepam po sebi. Ja, se nekako poveže. Če si bojo sami pripravljali mešanice, če hočejo samo jasmin, uživati v tem vonju je dovolj 1 kapljica takole v 10 mililitrih. Ker moramo vedeti posebej ta eterična olja, absoluti, ki jih pridobivamo iz cvetov, so izjemno koncentrirani. Ogromno cvetov, 2 toni cvetov je potrebno za 1 kilogram tega ekstrakta. 2 toni za 1 kilogram. In pa se sprašujemo, a to deluje ali ne. Mislim, zelo jasno je, da zadeve zelo dobro delujejo. Torej, dragi gledalci in gledalke, na najbolj prijeten možen način lahko spodbudite različne stvari v svojem telesu. Danes bo torej Nina pripravila 3 mešanice za lajšanje PMS, oziroma tudi verjetno fajn za medmenstruacijo nasploh, za tiste, ki ste v obdobju menopavze in za tiste, ki zgolj želite spodbuditi ta občutek ženstvenosti, kadar se želite počutiti kot magnetične ženske, da to kar sije od vas, evo potem pa torej tale mešanica. Te kombinacije smo tudi objavili, tako da jih lahko pogledate in tudi sami. Vsekakor pa velja, in to bomo zagotovo še večkrat povedali, da izberete prava eterična olja, sicer si boste naredili več škode kot koristi. Tudi ti sama poudarjaš, da je treba biti pazljiv pri kvaliteti in velikokrat je povezan tudi s ceno, tukaj se vidi. Definitivno, se pravi, osnova za aromaterapijo je, da imamo kvalitetna, čista, naravna eterična olja. Sicer ne bomo okusili dobrih plati, ampak prej lahko pride do kakšnih kontraindikacij. Zdaj, tole je ta kombinacija, kateri si zdaj dodala tudi olje. Zdaj, to olje zdaj lahko uporabljamo tudi za masažo, lahko pa dali bova tudi v tole stekleničko. Bi lahko dali tudi čista olja, samo zmešana v stekleničko? Tukaj bi lahko. Kakšno kapljico, 2, kot drugače je močno. Ok, odlično. Zdaj pa verjetno tole zmešamo, ne? Ja, se pravi, najprej sem dodala eterična olja, ker vedno začnemo s tisto sestavino, ki je manj, in potem dolijamo olje jojobe, mandljevo olje lahko uporabimo in dobro premešamo. Ok, odlično. Torej, najprej eterična olja, kadar delamo te zadeve. Super. Potem se pa tole premeša. Jaz med tem časom vzamem pa pipeto,
tako, ki je zraven tega čarobnega napoja in pa odprem tole zgornji del stekleničke. Evo. Evo ga. Takole. Aha. A sem? Mislim, da sem. Še malo. Evo, super. Evo, perfektno. To je res lep način, kako se poveže kristaloterapija z aromaterapijo. Ne? Tako da so mi zelo všeč te stekleničke, moram reči. Wow, kako lepo deluje. V bistvu ni agresivno, ampak je močno na nežen način. Vse vem, da se čudno sliši, Ja, razumem. Take, ko smo ženske, a ne? Ja, dejansko. Nežne, ampak močne. Odlično. Evo, tale je okrog mojega vratu in fino mi je, ne? Zato, ker v vsakem trenutku lahko potem malo povoham, pa si privoščim aromaterapijo na takšen način. Odlično. Naslednja mešanica bo za lajšanje predmenstrualnega sindroma oziroma za med samo menstruacijo kot tako. In pripravila si torej recept. V receptu pa vidimo torej pelargonijo, pravo sivko, bergamotko, poprovo meto. Kaj si želela tukaj ustvariti? Ja, kaj sem hotela povedati s tem? Ne? Pelargonijo sem zbrala, ker uravnava hormone, je znana po tem. Prava sivka deluje spazmolitično, to pomeni, da lajša krče. Potem sem uporabila bergamotko, ker je anksiolitik, antidepresiv, poprovo meto pa, ker ima analgetično oziroma protibolečinsko delovanje. Zdaj, to je ena taka, bi rekla, vse splošno uporabna mešanica. Vemo pa, da PMS je pri vsaki ženski malce drugačen. Tako da aromaterapija se mi tudi zato zdi čudovita, ker lahko obravnavamo posameznika, ne? In mu naredimo mešanico, ki je prav prirejena njemu v tem trenutku, glede na počutje. Odlično. Jaz se spomnim, da sem v obdobju pred nosečnostjo si kar precej mazala, kaj sem si naredila, mešanico olja za Clary Sage. Aha, muškatna kadulja, ja. Ja. To imamo pa v naslednji mešanici. Okay. In bi tudi bila, recimo, namesto pelargonije, bi lahko prišla poštev tudi muškatna kadulja. Ok. Nek žajbel, ni žajbel, ta je kadulja. Ni žajbel, je v bistvu sestrična od žajblja. Ne? Super, tole bova dali pa v tole, da bova imele zmeri. Boš pa naredila tudi kot roll-on, se pravi, lahko si bomo mazali verjetno v tem predelu oziroma v čarobnem napoju v tele steklenički. No, danes delamo torej to kombinacijo za lajšanje PMS-ja in seveda tudi med menstruacijo. Ta zadeva bo tudi odlična za tiste, ki imate kakršnekoli druge izzive na tem ženskemu področju. Torej, lahko je to podporno tudi pri kakšni verjetno endometriozi, pri bolečih menstruacijah in tako naprej. Sicer pa smo zato pripravili tudi nešteto drugih receptov, kaj je še dobro uživati. Kot veste, v oddaji Klepet ob kavi gledamo zelo celostno, torej kaj bomo vonjali, kaj bomo dajali vase v obliki hrane, na kakšen način bomo navade imeli v življenju, zato da bo to podprlo in potem kasneje tudi za obdobje menopavze, ko se pojavijo različne valonge, razdraženost, nihanje razpoloženja in tudi lahko težave s kostmi in tako naprej. Klepetovi strokovnjaki tudi celostno gledamo na to in danes strokovnjakinja na področju aromaterapije torej pripravlja te mešanice. Ja, jaz bi povedala res za to mešanico in prejšnjo. Lahko funkcionirate kot masažno olje. Prejšnja za ženstvenost, se zmasiramo same ali prosimo partnerja, da nas zmasira. Lahko pa se istočasno tudi vohajo. Ker eterična olja, kot smo rekli, delujejo na naše telo fizično in preko olfaktornega sistema, predvsem na naša čustva. In olfaktorni sistem ful podcenjujemo, ta naš nos se mi zdi. Ja, definitivno. Mogoče smo zdaj
skozi čas COVID-a ugotovili, ker veliko ljudi je ostalo brez voha vsaj za nekaj časa, koliko je v bistvu to pomemben čut in kako ga potrebujemo za vsakodnevno preživetje. Tako da zdaj se tudi več govori o tem. Za tole mešanico za PMS bi pa tudi rekla, se pravi, priporočljivo je, da se jo nanese na ta spodnji del trebuha in spodnji del hrbta. V času pred menstruacijo že. Če so kakšne kronične težave, se uporablja potem daljši čas. Lahko se pa pripravi tudi kopel ali pa obkladki, topli obkladki res naredijo svoje. Ja, Japonke pravijo, spiješ 1 liter skoraj vroče vode, tukaj tople, kakor še lahko, in pa še tukaj je nekaj toplo gor in bo črevesje grelo od znotraj in tisti in bo zagotovo se prekrvavilo, pa še evo, tole lahko tudi uporabimo. Super. Katera je zdaj ta, dodam še v tole, ta tretjo oziroma ta drugo stekleničko? Se pravi, tole imamo za PMS, ki bo zaradi bergamotke, pelargonije delovala tudi preko olfaktornega sistema, se pravi, ko povohamo, nas bo sprostila, dvignila razpoloženje, uravnala hormone. Ok, tale bo torej za čas pred in pa tudi med. Lepo. Ja, ta je malo bolj taka klasična aromaterapevtska. Ja, tako kar malo te dvigne v tem smislu. Tukaj sem. Tudi zaradi poprove mete, bo bolj stimulativna. Evo, odlično. Zdaj imamo pa še eno, imamo pa za tiste, ki so torej v tem obdobju menopavze. Tudi zmeraj bomo uporabili roževec. Saj roževec je en tak kristal, ki sovpada s tem. Tukaj pa si pripravila torej pri valongah, vročičnih oblivih, muškatna kadulja, to je ta kleriseč, limona in pa cipresa. Ja, se pravi, muškatna kadulja, kot sem že prej rekla, podobno kot pelargonija, s tem, da je mogoče še malo bolj intenzivno delovanje, se pravi, emenagog, tudi znana je potem, da spodbuja menstruacijo. Se pravi, jo lahko uporabljajo ženske pri izostankih menstruacije. Obenem pa izjemen euforik, se pravi, zelo dviga razpoloženje, eden največjih antidepresivov. Moramo pa biti pozorni na von. Zelo specifičen von, mogoče nenavaden, zeliščni, travnat, ima tudi nekaj zemeljskega, ampak ta eterična olja, ki imajo tako kompleksne vonje, tudi zelo kompleksno delujejo na našo psiho. Tako da tudi priporočam, da jo uporabljate v nižjih koncentracijah, vsaj na začetku, da se navadite na von. Zbrala pa sem potem še cipreso in limono. To sta pa 2 eterični olji, ki sem jih predvsem zbrala zaradi uravnavanja potenja. Se pravi, predvsem tudi hladilno delovanje imajo in cipresa pomaga, bi rekla, muškatni kadulji pri uravnavanju hormonov. Tako da je to ena taka klasična mešanica spet za vročične oblive. Priporočila bi tudi hidrolat vrtnice, da se istočasno uporablja. Ja, ker sem čakala, kdaj boš zdaj omenila to vrtnico. Nič nisi omenila vrtnico, ponavadi vsi sam vrtnica, drž se jo, pika, konec. Tudi druge so. Ja, seveda, zelo me je mikalo, da bi jo vključila v to prvo mešanico z jasminom, ampak sem hotela biti malce varčna, ker vemo, da sta to obe zelo dragi olji. Tako da sem se osredotočila na jasmin. Jasmin je cesarica, vrtnica je kraljica. Je dovolj, da imamo eno v mešanici. Ja, jaz sem si pred kratkim privoščila vrtnico, rekla sem si, če sem si čarobni napoj, zato da bom res lahko raziskovala vse te. In ja, vrtnica je kar, 2 grama, pa kar pridemo na konkretno cifro, ampak ja, se pa veselim uporabe in nasploh vrtnico uporabljam tudi pri kozmetiki. Se mi zdi, da je tista taka v tem smislu. Bi rekla pa, da je tvoja najljubša magnolija? Ne, kot von je moj najljubši von neroli. A res? Pomarančni cvet. Tudi neroli je zelo drago eterično olje, ne? Absolutno. Je tudi, ja. Ampak tako težko rečem, kjer je moj najljubši, ker je čisto odvisno od razpoloženja. Lahko je tudi, imela sem obdobje bele jelke,
potem vetiverja, zelo različne te nijanse vonja. Verjetno tudi po obdobjih začutiš, kaj najbolj rabiš na eni ravni in moraš temu slediti. Tako. Zdaj pa, kaj pa bi, tole zdaj dodajaš, kaj pa bi svetovala recimo tistim po covidu ali pa, ki bi radi si nazaj okrepili, kaj pa ne oni vonjajo oziroma mogoče ženske si lahko dejansko dajo tudi v čarobni napoj v tole stekleničko? Ja, tako je že v času, ko izgubimo voh, tele kapljice mi malo nagaja, je smiselno, da delamo vaje. Se pravi, takoj, ko še preden izgubimo voha, ker velikrat je to posledica, da se to zgodi, se voha. Pomembno je, da vohamo. Tudi če nič ne vohamo, vohamo vsak dan, vsako jutro, večkrat dnevno, različne vonje. Recimo, lahko je to en mentolni von, recimo poprova meta, potem citrusni von, limona, cvetni von, lahko je vrtnica, pelargonija. Priporoča se tudi vohanje kisa, ko ga dosti zaznavamo. Kava? Kava niti ne, ampak kakšen cimet recimo. Se pravi, da iz različnih kategorij vonja izberemo neke vonja, se pravi cvetni, citrusni, mentolni in vohamo. Recimo jaz osebno sem zaznavala samo eno nijanso v enem eteričnem olju. Tebi se je to zgodilo? Da si ostala brez vonja? O moj bog! To bi pa rekla, da je bil zate kar velika kazen. Velika preizkušnja, bi rekla, na nek način mi je bilo zanimivo, a na srečo ni trajalo dolgo, ker sem šla skozi ta proces in sem raziskovala, kaj se dogaja. In nikoli ni bilo, da ne bi čist nič vohala. Se je tako, čist drugače so se zaznavale spojine, ampak... Vidi se, da si pozitivna oseba, glede na to, da si to dojela kot priložnost za raziskovanje. Takšni so časi, da moramo tako gledati. Evo, odličen mindset. Hvala lepa za to, da si pripravila za naše gledalce vse te mešanice in zdaj pa je čas, da gremo iz teorije v prakso, a ne? Tako, torej, dragi gledalci in gledalke, preverite tele recepte, bomo objavili tudi na klepet@kavi.si, pa tudi sicer druge, kako recimo posamezna eterična olja dejansko delujejo. Torej, če jih še nimate doma, to je nujna zadeva za tako neko domačo lekarno. Bodite seveda pozorni, da kupite dovolj kvalitetne, da ne bodo sintetične in podobno. In evo, lahko jih nosite kar okrog svojega vratu. Tole je en tak lep način z rožavcem in torej kombinacija kristaloterapije in aromaterapije skupaj. Sicer pa lahko uporabite tudi difuzor, kot masažno olje in Nina bi nam lahko povedala še nešteto drugih načinov. Hvala lepa. Definitivno, hvala tebi.